Jaz sem življenje. Zavarujte me. Izberite življenjska zavarovanja po meri vas in vaših najbližjih. Več na Triglav.si. Sobota Info. Za vas raziskujemo, odkrivamo in razkrivamo aktualno dogajanje. Vsak dan nas obišče več kot 60 000 bralcev. Vsak mesec zabeležimo več kot 4 milijone klikov. Ob izrednih dogodkih smo najbolj ažuren, hiter in odziven medij, ter tako prva izbira javnosti. Pomurke in pomurci aktivno so ustvarjajo vsebine koledarja dogodkov, ponudbo malic in malih oglasov. Sobota Info je med najbolj branimi spletnimi mediji v Sloveniji. Že 20 let prvi v Pomurju. Sobota Info. Zavedamo se, da nismo v središču vaše pozornosti, a vedite, da ste v našem središču vi. Zato za vas nenehno razvijamo in izboljšujemo priročne rešitve, s katerimi smo vam na voljo vedno in povsod, ko nas potrebujete. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava. Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. Moj današnji gost je Jure Godler. Jure, pozdravljen. Lep pozdrav, hvala za vabilo. Zdaj pridemo do prvega, ko sem jaz malo to, kar zmeraj delam, ko se pripravljam na pogovor. Začnem razmišljati, kaj pravzaprav bi Jure sam za svojo osnovno karakteristiko dal. Namreč prva beseda na Googlu je komik. Ja. Komik, slovenski komik, igralec, voditelj, komponist, Ja. in potem niti ne napišejo zadnje, ker je pa osnova, po moje, pianist. Ok. Zdaj pa vi razložite, kako gre to. Dobro. Zdaj sem en tistih ljudi, ki rabijo nekaj časa, da se najdejo. Ne vem, ogromno ljudi je, po moje, ki vejo v osnovni šoli, aha, jaz bom pa računovodja, jaz bom pa bankir, jaz bom pa violinist, jaz bom pa igralec, meni to ni bilo nikoli jasno. Jaz sem imel vedno toliko interesov, da sem bil vedno zmeden, pa me nekaj časa me je ena stvar vlekla, nekaj časa me je druga stvar vlekla. In vse to, kar ste našteli, kar se mi je nabralo v življenju, bi jaz v tej točki črtal in bi to, kar počnem zadnjih 5 let, bi rekel, evo, to pa sem. To je pa TV voditelj, pisec, pa skladatelj. Pa satirik, mislim, v tem. Ne bi si rekel satirik, rekel bi si TV voditelj, ki vodi satirično televizijsko oddajo. A je tako, sem avtor, ste tudi vi, ali? To so pisci, več avtorji jih je? naši. Ja, Aha, oziroma, dobro. vsi smo avtorji. Mislim, tako pametno delujete, da smisel sami izmišljujete to. Hvala za to, ampak tle vas bom izzval in rekel, da to ni najbolj res. Imamo pisce, ki cel teden gledajo te stvari. In takšno stvar je zelo, zelo, zelo težko sam napisati, pol ure teksta. Pa bi bil sužen v bistvu medijev. Absolutno, ne? absolutno. Recimo, če se primerja z ameriškimi pogovornimi oddajami, Late Night, kot so Jay Leno, David Letterman in tako podobno, so vedno bile v 10 minut komične komentar dnevnih političnih aktualnih dogodkov, preostanek je bil pa bodisi skečev, glavnina pa pogovora z znanimi gosti. In takšne oddaje imajo po 30 piscev. Ali pa še več. Zato da to je nemogoče sam delati tako stvar. Ne? Čeprav na koncu mogoče izpade, se ta pa blebeče v kamero že pol ure nekaj.
To ne more en človek sam zmisliti. Tako da bi rekel, to je moja, in pri tem bom verjetno ostal. TV voditelj, pisec in pa skladatelj. To sem Prav, tisti poskusi stand-upa so zdaj že skoraj da preteklost. Katastrofalno. To je bilo ena stvar, ki me je naduševala zelo zgodaj v življenju. Imel sem posebne okuse pri eksperimentalnih komedijah raznih komikov v 70-ih. Ampak človek odraste, človek se skristalizira in potem najde eno svojo pot in vidi, aha, tole je bila pa slepa ulica, to je bila tudi slepa ulica, tu smo pa ostali. Zato pa rečem, ja. Zaznamovala vas je pa vendarle zgodba Vasin Artača, ko vaju je, pod narekovaji, odkril Sašo Hribar. Aha. Ki nima vašega telefona, svežega, mi je dal staro številko. Jaz sem zelo slab s telefoni. Slab uporabnik, slab odjemalec telefonov. S Tilnom sva se spoznala v srednji glasbeni šoli v Ljubljani, kjer sva hodila. In to je bila tista faza, ko sem jaz prišel z osnovne šole in takrat sem bil strahotno fan Jima Carreya in imitacij in teh zadev. In ko sem spoznal Tilna Artača, Tilen je bil pa strahotno fan Radia Ga-Ga, Sašotom Hribarjem. In je tudi imitiral. In sva bila v srednji šoli in so bili te maskote od profesorjev, ne? In smo jih oba začela. Oba smo jih začela imitirati. Brez posledic? Več ali manj brez posledic. In pri teh imitacijah na ta način sva se našla, ne? Sva rekla, aha, sva pa z podobnega testa. In potem so šolci rekli, ker je bila takrat na televiziji oddaja Tistega lepega popodneva. To je bila oddaja z Vladotom Bizvičarjem pa Anjo Tomažin takrat. Nedeljska popoldanska zabavna oddaja, kolaž iz največjih žanrov. In tam je bila ena rubrika, se imenovala 5 minut slave. In tam so se nekaj podobnega, kot je danes Slovenija ima talent. Ampak tiste je bilo samo 5 minut, nekdo je imel 5 minut, pokaži kaj znaš, pod narekovaji. Tam so se prijavila na tisto točko in že ko smo prišla v petek na sestanek za nedeljo, sva srečala tam Sašota Hribarja in je rekel, ko pa vidva fanta? Sva rekla, te sva prišla na tole audicijo za 5 minut slave, a ja, ko pa delata? Sva rekla, imitacije, jo pa pridite na radio, ne? Petek kar. To ni bil petek, prišla sva pred petkom, ker je rekel Sašo, ne prideva pa v petek že na Radio Ga-Ga. Mi smo pa šele v nedeljo na televiziji. Tako. In smo prišla, jaz sem od takrat naprej konstantno hodil na Radio Ga-Ga od tistega petka. To je bilo 2003 ali 2004, ne spomnim. Tilen je bil pa takrat zelo zaposlen, je pa hodil, mislim, da v Zagreb oziroma v Graz študirati. Tako da on se pa kasneje malo pridružil, ampak ne spet to kasneje. No. Tako da tam nekako sva v to televizijsko zgodbo sem prišel preko imitacij. S tem, da Hribar, njegov način dela, njegovo razumevanje, medija pa tak naprej, vas je verjetno face zaznamovalo. Absolutno. Absolutno. Jaz sem imel ogromno navdihov pri Hribarju. Najbolj, ker se mi je zdelo neverjetno te njegove imitacije, ki jih je imel. Ko pade v lik, je malo neponovljivo gledati te njegove like, ki ga... S tem, da tudi, ko se privatnim pogovarjaš, včasih se zafilozofira tako, da na koncu več ne veš, kako bi pobegnil. Z Artačem ste potem skupaj šla tudi v Hribar. Tako. To televizijsko zgodbo. Tako, ta oddaja je prišla malo kasneje, je bazirala na imitacijah, s tem, da se je tam Tilen bolj osredotočil na... Ifigenijo. Tako, na nekaj igranih likov, primarno pa na sinhronizacije animacij, ki je bazirano na animacijah. Medtem, ko jaz ne igral pa igrane like, ker mi je bilo pa vedno bolj vizualno zaimitirati, kot pa z zvokom. Jaz nisem nikoli približal, niti približno tem kolegom svojim na Radio Ga-Ga, kot so bili takrat, se pravi, Mastnak, Hribar, Šarec, Tilen. Jasna Kuljaj tudi takrat, čeprav takrat je bila bolj poredko že, ko sem jaz prišel. To so mojstri glasovnih imitacij, to jaz nisem nikoli bil. Dobro, spet se vrniva še enkrat Brežice. Ja.
Tam sem se rodil. Ja, kako ste izgledali v osnovni šoli, kako ste se znašli med sošolci? Eno sestro imate, mlajšo? Je tako, mlajšo sestro. Znašel sem se v redu. Jaz nimam ne vem kako slabih spominov na osnovno šolo. Mogoče sem se premalo družil z vrstniki. Mogoče bi to rekel, da je edin, kar iz česa nisem dobil največ. To je ena lastnost, ki jo več ali manj ljudje poznajo, da ste malo zase tip, ne, človeka. Jaz bi tako rekel, malo zase, ja. Ne bi rekel, da sem zdaj tako, samota ni isto osamljenost, oziroma če zafilozofiramo v tem smislu. Jaz rabim ogromno samote, da naredim tisto, kar imam za narediti. Recimo, če pišem nekaj, ali pa če komponiram, jaz takrat traja, dokler traja, in takrat ne morem imeti drugih dražljajev, ki jih ne morem imeti pod kontrolo. Ne. No, zdaj pridemo do tistega, kar mene cel čas bega. Ja. Vi ste ogromno resne glasbe napisali. Ja. Za kar človek rabi in čas in eno čisto drugo razpoloženje, Ja. Kot ga rabi za to, kar počnete zdaj, za kar pravite celo, da je vaša osnovna preokupacija Ja. voditeljstvo. Ja. A gre skupaj, to sta dva človeka pravzaprav. Mogoče, zato sem rekel, da sem eden tistih ljudi, ki v življenju se ne bi mogel odločiti za eno stvar, da bi mi rekli, zdaj si pa eno stvar odloči, pa boš to delal. Ostalega se pa odreči. Ostalega se pa odreči. Tega ne morem. Pa ne, da bi rekel, da me je navdihnil kakšen lik iz zgodovine, ko so bili, ne vem, kakšni tavžni kunstlerji ali pa kakšni eruditi. Ne. Enostavno takšen sem. In to glasbo, ki sem jo skomponiral spet v eni drugi fazi, in ko sem to skomponiral, se takrat nisem ukvarjal s tem, o čemer govoriva. Ne. Takrat nisem nastopil s Hribarjem po Sloveniji, takrat nisem snemal TV oddaj. Glavnino tega sem skomponiral prej. Sem ogromno skomponiral še potem, konec koncev sem to tudi študiral. Ampak to je bila moja prva stvar v življenju, ki je nekako nakazovala, kaj bom v življenju delal, še preden sem se začel ukvarjati s temi imitacijami pa s tem televizijskim svetom. Mozart je Ja. bil To me je tisto, kar najbolje poznate, s čimer ste se največ ukvarjali. Ja. Tudi oddaje o Mozartu ste snemali, ne? Ja. Mozart me je navdušil zelo zgodaj. Jaz sem z babico, še vedno poslušam vsako leto koncert novoleten iz Dunaja. In tam Straussa igrajo. Radetskim maršom. Z Radetskim maršom za zaključ, tako. In tam igrajo Straussa. In meni je bila ta glasba, takrat, mislim, da je bilo že leta 89 ali 90, ko sem jaz začutil, ta glasba meni zelo ustreza. Pri 6 letih Ja, starosti. absolutno. Ja. In takrat sem šel v knjižnico, ker sem hotel kaseto dobiti od tega Straussa, ne? Pa ni bilo Straussa nobene kasete. Imeli so pa nekaj od Mozarta, pa nekaj od Bacha. In potem sem Mozarta pa Bacha vzel. Zdaj Bach mi je bil takrat preveč kompleksen, neki brandenburški koncerti, kaj je bilo. Mozart me je pa takrat, Mala nočna glasba, eni violinski koncerti so bili, se spomnim, Igor Oistrah je igral, tokrat kaseto poslušal, da sem jo uničil. Je rekla, to kaseto pa je bila in navita in vse. In od takrat naprej me je pa Mozart navdušil do te mere, da sem mu pa posvetil, po moje, težko rečem, ampak če rečem 20 let, ne bom pretiraval. Od otroštva do ene faze, do tistega magisterija. Tako, do Salzburga, potem, ko sem študiral. In to je bilo težko v tistih časih. Ne? Seveda, danes človeka zanima ena partitura Mozartova. Kaj naredi? Gre na internet, ima SLP knjižnica, tam so vsa dela od vseh večjih skladateljev za downloadat PDF-u. Ja, v 90-ih letih je bil pa to velik problem. Lahko je človek klical v Ljubljano na RTV. Tudi na RTV, lahko je pa klical glasbeno trgovino. Pa rekel, če imate note, če imate partiture, pa so rekli ja, ampak bo začakati en mesec in koštal je pa lih toliko, da bi lahko novo kupil. Za ta denar se dobijo danes zbrana dela Mozarta. Ne bom nikoli pozabil,
angleška literatura me je zelo zgodaj tudi začela zanimati. Shakespeare pa Milton. In sem si zelo zaželel brati Izgubljeni raj Johna Miltona. In tega enostavno v knjižnicah ni bilo. Takrat, če ni bilo slovenskega prevoda, ki ga je Miran Strojan prevedel, ne vem, mislim, da 10-15 let nazaj. In sem šel v knjižnico tudi in sem rekel, jaz bi pa tole knjigo, so rekli, nimamo, lahko pa iz Nuka si sposodimo za en teden, ne? In se spomnim, prav sem dobil tiste zbrana dela Johna Miltona za en teden za $5,000 takratnega denarja. Ne? Za $5,000, to je kot 25 evrov današnjih. Za en teden. Za en teden knjige. In v angleščini? Izposoje. Kako ste jo takrat že obvladali? Zelo. Z angleščino sem imel pa to srečo, da mi je pa babica dala Z babico imate kar nekaj? Ja, sem preživel ogromno časa in moram reči, da je iz roda v rod je verjetno šel en kovček angleške znamke Linguaphone, mislim, da danes ne obstaja več v takšni obliki, kot je takrat. Kaj, kasete? Ja, oziroma plošče. Plošče, gramofonske. Gramofonske plošče, pa 2 priročnika. En je za učiti angleščino, drugi bil pa za vaje. In jaz sem to preštudiral tolikrat in sem na tem dialektu delal in sem se zaljubil v angleščino takrat. In sem relativno hitro, bi rekel, zase, da obvladal. Pa ne bom rekel zase, da karkoli obvladam, ampak bi rad verjel, da sem jo obvladal. No. Pa ste šli študirati koliko časa angleščino? Angleščino sem študiral samo 1 leto, se nisem najbolj v Ljubljani. Ni bila ne klima v redu, ne vzdušje. A kaj, fakulteta je kriva? Ne, nikakor. Ne bi rekel nič grdega čez nobenega, ampak tam se nisem našel, tam nisem bil zadovoljen. Sem rekel, to pa ni zame tukaj in sploh pa ne rabim tega. In potem sem se prepisal v Akademijo Mozarteum Salzburg. Kako, tam so sprejemni izpiti, domnevam. Ja. Pri nas vsaj na vseh umetniških akademijah ste jih naredili iz prve? Ja. S klavirjem? Kompozicijo. A s kompozicijo? Kompozicijo, ampak od inštrumentov je klavir poglavitna zadeva pri kompoziciji. Daleč pa od tega, da bi bil jaz kadarkoli pianist. Nekaj časa sem tudi na televiziji igral klavir, ampak jaz sem to vedno kombiniral z neko komedijo, ki je bila takrat na... Poznam ene voditelje in voditeljice, ki še danes igrajo na klavir, brez sramu na televiziji nacionalni. To so mojstri, recimo Jure Ivanušič. Mojster klavira. No, ampak recimo, no. On je mojster, on je mojster. Mojster klavirja, jaz ne vem nikoli tega obvladal na ta način. Tudi njegovo delo, ki ga je na tem področju delal za popularizacijo resne glasbe. Ja, zelo pohvale vredno. Pohvale vredno, ja. Ampak nisem nikoli posvečil toliko časa klavirju, ker me pa takrat nekaj druge zanimalo. Ne? Ampak k sreči sem se zdaj glede tega umiril, tako da vam lahko povem, da čez 2 let recimo ne bom šel v politiko. A ja, torej potegnili ste me skoraj da za jezik, ker skupina, s katero ste takrat delali, je vsebovala tudi zdaj že bivšega premijeja Marjana Šarca. Ja. In zmeraj, ko koga vprašam od vas, od te klape iz Radio Gaga, pa tako naprej, kak ste pa zdaj s Šarcem? Nihče se noče ravno preveč na glas izjasniti. Šarec ima poseben karakter, ki se ga ni otresel, ki ga je vedno imel. To je, da ko si z njim delal, ko je bil zelo dobre volje, je bilo zabavno, če je bil pa slabe volje, je pa pizdil. In takrat pa ni bilo veselja z njim. Je bilo manj zabavno. Tako. In če s takim človekom delaš vsak teden, če pa z njim ne delaš vsak teden, potem pa morda zaradi karakternih razlik ne gojiš ta odnos naprej. Ti čist paše. Ja, no. Dobro, zdaj od tega svojega dela živite. Ja. Drugih prihodkov pravzaprav ni, razen to. Ampak zanimivo je, da ne glede na to, kako visoki so honorarji pri recimo vodenju milijonarja, se vi še zmeraj ukvarjate z vsem živim in neživim, kar je možno, z veseljem. Z največjim veseljem. Pišem zdaj 3. knjigo, oziroma ta je zdaj 4., ki bo izšla septembra. Nov roman, ki je nadaljevanje prejšnjega, Casino Banal, ki je satirična kriminalka.
in sem bil navdušen nad odzivom, nisem pričakoval. A je kak vzor pri teh kriminalkah ali delate čisto po svoje? Je vzor, jaz mislim, da... Poznam avtorja, ki je bil tudi tukaj gost, ki je imel prav knjige iz skandinavske književnosti, zelo popularne, za vzorec. Jaz mislim, da človek ne more začeti v nobeni panogi delati to vrstni, umetniški, ne si bo romanopisje, ne si bo glasbena dejavnost, gledališka, karkoli, brez vzora. Jaz mislim, da to ne obstaja, ker je šansa... Vzor še ni plagiat, ne? Absolutno, da ne. Ampak šansa, da bo človek šel čisteno svojo pot, ustvarjalno, in obral čisten svoj jezik in bil pri tem strahotno uspešen, je katastrofalno majhna. To praktično ne poznam primera, razen velikih primerov iz zgodovine književnosti. Recimo, Shakespeare, ki si je besede izmišljal. Ja, to je res, ampak Shakespeare je bil zelo ljudski človek. Moramo vedeti, njegove drame, to ni bilo gala večer za izbrance eksperimentalne dramatike. Takrat, to je bil takrat tako imenovan zabaven teater. Ulični skoraj. Ulični teater. To je pa recimo zelo samosvoj James Joyce, ki mu je enciklopedičen stil, notranji monologi. To so dela, ki jih človek prime in reče, jaz tega ne razumem. Jure, kako se vi, zdaj sem spet pozabil slovensko besedo, spopadete z razmišljanjem kriminalista, zločinca in tak naprej? Nekaj morate nekaj preštudirati, ker ne moreš kar na pamet se tega. Ne, absolutno. Moji vzori so bili romani Iana Fleminga v James Bondu. Mogoče tu pa tam kakšen roman od Johna le Carreya, vohunski, ampak problem sem imel vedno... Gre vendarle za zabavni kriminal. Absolutno. Zato, ker osnovna stvar, ki pri teh dveh manjka avtorjih, če samo ta dva naštejem, je humor. To je pa ena stvar, v kateri pa že zelo dolgo delam in se mi je zdelo, da en tak žanr pa rabi malo tega zasoljenega z humorjem. To sem vedno pogrešal pri teh zadevah. Pri romanih od James Bonda je vse. Je akcija, je kriminal, je seks. Vse je noter. Pri romanih Johna le Carreya je pa samo hladna politika. Nič druga. Spet nič humorja. In recimo, da so mi všeč te prvine, ampak jaz sem pa to še z humorjem obarval. Tako da je, ne bom rekel, ne čisto kot ena parodija na James Bonda, kot je Austin Powers filmi, recimo, ampak veliko bolj resno, no. Ni tako odmaknjeno. Hipotetično vprašanje, je možno to prevesti pa prodati nekje na širšem trgu, kot je to pri nas? Casino Banal, prejšnji roman sem napisal v angleščini. Ja? Najprej, ker mi v angleščini nekako bolj teče. Tega novega sem pa napisal v slovenščini. Tako, če jih bom pa kdaj izdal v angleščini, pa še ne vem. Možno da, enkrat, ko jih bom nehal v slovenščini pisati, pa jih bom sem prevajal še za nazaj, po moje. Prvi roman, ki ste ga napisali, je pa tako sumljivo podoben resničnosti, ko govorimo o predsedniku, ki se mu zmeša, ki znori, pa nemamo ustavne možnosti, drama je. Tiste pa drama, nimamo ustavne možnosti, da bi ga pravzaprav odpoklicali. Ja. A ste imeli koga konkretnega v mislih? Ne, sploh ne, ker naš, recimo, predsednik je čisto zdrav, čist nefab. Ne, kar hočem povedati, navdih pri tej zadevi je bila izključno drama britanskega avtorja Alana Benneta, ki je napisal igro, ki opisuje življenje oziroma propad britanskega kralja Georgea III. Iz 18. stoletja. Ki se mu je zmešal. Ki je imel izredne težave z duševne motnje. In enostavno mi je bila všeč ideja, vedno so mi všeč ideje, ko se ena zelo stara ideja, recimo šekspirijanska ali še starejša, prenese v današnji čas. BBC to zelo rad dela, recimo zdaj ko so naredili pred 10 leti remake
oziroma prenesli so Sherlocka Holmesa v današnji čas, kako bi to izgledalo. No? In na ta način se je meni zdelo, kako bi pa izgledalo, če bi bilo pri nas, če bi vodja države zgubil razum. Seveda je spet delo polno humorja, ne, ker implikacije niso tako resne, kot če se to zgodi v eni Angliji in govorimo o kralju, kot če se to zgodi pri nas, pa govorimo o predsedniku republike, ki je figura z izjemno omejenimi pristojnostmi. In potem sem to s humorjem nekako opisal. Ne, pa vesel bom, če odpira vsaj eno vprašanje pertinentno za našo situacijo. Jaz sem pot do zmage. Ter ta trenutek, tukaj in zdaj. Jaz sem življenje. Zavarujte me. Izberite življenjska zavarovanja zavarovalnice Triglav s fleksibilnimi zavarovalnimi vsotami ob nizkih premijah. Zavarovalnica Triglav. Sobota Info. Za vas raziskujemo, odkrivamo in razkrivamo aktualno dogajanje. Vsak dan nas obišče več kot 60 tisoč bralcev, vsak mesec zabeležimo več kot 4 milijone klikov. Ob izrednih dogodkih smo najbolj ažuren, hiter in odziven medij, ter tako prva izbira javnosti. Pomurke in pomurci aktivno soustvarjajo vsebine koledarja dogodkov, ponudbo malic in malih oglasov. Sobota Info je med najbolj branimi spletnimi mediji v Sloveniji. Že 20 let prvi v Pomurju. Sobota Info. Zavedamo se, da nismo v središču vaše pozornosti, a vedite, da ste v našem središču vi. Zato za vas nenehno razvijamo in izboljšujemo priročne rešitve, s katerimi smo vam na voljo vedno in povsod, ko nas potrebujete. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava. Jure Godler, zdaj prihajava v aktualno stvar, ki jo zdaj delate po nesrečnem poskusu z Slavkom Bobovnikom, mojim ljubim prijateljem. Ste vstopili v njegove čevlje, da ne bom rekel bolj v čevlje edinega do zdaj uspešnega voditelja, milijonarja Jonasa. Ja. Moram reči, da me je šokiralo, ko ste pristali na Joker voditelj. Aha. Ker to vas pravzaprav zmeraj bolj razgalja. Samozavestno moraš biti, da v to pristaneš. Jaz mislim, da v to pristaneš, moraš biti, se moraš dobro zavedati, kaj veš, česa se, ker mogoče imate prav, mogoče je bilo strašno, ideja malo zastrašujoča na začetku, ne, češ ogromno voditeljev milijonarja na svetu noče uporabiti te pomoči, ne, joj, pa ne bom vedel, pa bom bedak izpadel. Jaz sem se že pred tem zavedel, da tekmovalci vedo, kdo ti si. In jaz bom redko kdaj dobil kakšno vprašanje, da ga ne bom vedel, ker oni vejo, kaj jaz vem. Približno. Zato imam tako dober procent pravilnih odgovorov od vseh teh voditeljev. Ne? Oni vejo, ko bo eno vprašanje iz klasične glasbe, da bojo mene vprašali. Oni vejo, če bo nekaj iz literature, recimo, bo še šlo. Pa film bo šel. Pa film, če ni slovenski. Ja. Pa če bo nekaj v zvezi z Anglijo, pa če bo nekaj v zvezi z zvezdami. Z pop glasbo tudi. Recimo, če ni slovenska. Tako, če ni slovenska, seveda. Ja. In jaz bom po par oddajah imel
minimalno možnost blamaže. In pri tem tudi je. Ne, dobro me je vprašal enkrat en starejši gospod, kjer južnoafriški fuzbaler je dosegel največ golov pri enem, ne, pa je bil bolj razočaran, zakaj mu pa nisem jaz tega povedal. Ampak je bilo jasno, da ni veliko vedel o meni. No, zdaj pojdiva k temu fenomenu milijonarjev. Slovenija ga je imela, ukinila, spet imela, spet ukinila, pa zdaj ga ima že nekaj časa. Ja. Gotovo, ko ste se ujeli v to, ste to delali kot jaz gledam, pravzaprav vse milijonarje, ki jih lahko ujamem. Ja. Armin Asinger v Avstriji, smukač bivši, ki pa briljantno vlada to zgodbo. Ja. Potem Tarik Filipović, ki je pa že bil legenda, pa je zdaj spet. Ja. Primerjava s Hrvati pa z Avstrijci, kar se voditelja tiče, ni velikih problemov. Kar se pa tekmovalcev tiče, so pa ogromni. Ne vem, kako se te televizije pri nas izbirajo te tekmovalce, ali zakaj se ne prijavljajo ljudje, ki dosti vejo. Zdaj, jasen odgovor tu je na dlani. Mislim, da smo mi ena edinih držav, ki imajo takšno frekvenco milijonarjev na teden, kot jo imamo. To je, ja. Mi imamo 3-krat na teden, pa 2 milijona nas je. Zelo težko je tu eno ekstra, kako bi rekel, eno ekstra selekcijo tako narediti med tekmovalci pa med tekmovalkami, ker enostavno tu rabijo biti, oziroma še to smo mislim, da zmanjšali, od začetka je bilo 6. Zdaj so 4. In to je zelo težko, ne? Zelo težko je ekstra ljudi iskati, tako da pri tem je. Ja, potem pa dejansko prideš do nekaterih vprašanj, zaradi katerih se mi doma jezimo. Ja, kot tekmovalec. Absolutno bi verjel, ja. Začne, vas si pa ne znam predstavljati, kaj se v vas dogaja v tistem trenutku. Veste kaj, kako speljati tako, da ne bo prehude bruke za človeka. Jaz sem ta kviz začel gledati zelo zgodaj preko posnetkov iz angleške televizije, kjer se je začelo, mislim, da 98. leta, ki ga je vodil Chris Tarrant. In Chris Tarrant je bil prvi voditelj kviza Kdo hoče biti milijonar v Angliji. To je človek, ki je točno tisto, kar so si ustvarjalci kviza zamislili, da mora voditelj tega kviza biti. To je ena figura, s katero bo tekmovalec ali tekmovalka domača in s katero bosta šla skupaj v napad na čim več denarja. To ni nikakor človek, ki bo zdaj v glavo zajebaval človeka, ki ga ima pred seboj, ki je že tako pod stresom. Absolutno, ja. Ki je pod stresom zaradi luči, zaradi ljudi, ki ga gledajo, zaradi ekipe v studiu in vsega tega. In jaz sem to idejo zelo posvojil. Te ideje niso zelo posvojili vsi voditelji. Ne bom poimensko govoril kdo, ampak drkati v glavo človeka pred seboj, ki je že tako na tankem ledu, da zatrokira. Ne sme biti namen. Absolutno. Ker ne vem, če veste, ampak jaz sem ogromnokrat opazil, da ne gre tolikrat, oziroma gre za 50% za neznanje in za, kako bo rekla temu, tremo in totalen blackout. Totalno blokado. Ker včasih je vprašanje popolnoma enostavno in je tekmovalec zatrokiral in samo še enkrat sem vprašanje prebral. Nič druga. Pa je rekel, ja. Zato jaz sem najmanj očitujoč pa krut do ljudi, ki jih imam nasprot sebe v tem oziru. Ker vem, kako je to, ko človek ni v svojem domačem okolju in zatrokira. Dobro, zdaj recimo, da se s to igrico ne bova dolgo ukvarjala. Morda je bolj zanimivo vaša že nekaj let trajajoča oddaja politične satire, za katero ste mi prej pojasnili, da pravzaprav niste sami avtor, ampak dobro je odigrano, da zgleda, kot da se z vsemi idejami, ki jih napišejo drugi, strinjate. Hvala lepa. Je pa zanimivo, zato vas to sprašujem, da je splošno znano, da vas dnevna politika ne zanima, da vam pravzaprav je
kako bi rekel, hočem reči, da se vam je priskutila v nočem. Moja antena osebnih interesov ni nikoli zaznala politiko kot nekaj Kar me zanima. na radarju. Ja. Ja. Niti približno. In oddajo, kakršno mi delamo, politično-satirično, ta teden z Juretom Godlerjem na Planet TV, lahko človek dela na več načinov. Lahko dela na način, da ljudi zabava in hkrati nekoga, ki ni oboževalec dnevno informativnih oddaj in jih ne spremlja, na nek način še informira. Da si pogleda, kaj se je zgodilo. Torej, dejstva morajo držati. Absolutno. Zmeraj, ne? Absolutno, dejstva morajo držati, ampak če človek dela na ta način oddajo, ga ne rabi politika zanimati. Oddaja je narejena, da zabava, kar pomeni, da se je treba znati na en okusen način norčevati iz teh dogodkov oziroma jih vsaj na humoren način predstaviti. Tako se pa dela ta oddaja tudi na en drug način, je pa, če se pa človek izrazito spozna na politiko in začne operirati z nekimi podatki, po možnosti podtalnimi, po možnosti obtožujočimi, po možnosti razkrivajočimi, s kakšnimi dodatki. Kompromitiraš ljudi. Tako to. Potem pa kar naenkrat humoren element pade na nulo in rata so še strahoten, ogaben cinizem. Zdaj ne čakam od vas, da boste pritrdili temu, kar bom rekel, ampak zdaj jaz sem videl prejšnjo zgodbo na RTV z Jonasom, ki ga je v isti oddaji nenadoma zamenjal tisti, ki je delal sicer malo teraso samo, Ja. Tilen, vaš dobri prijatelj, oba. Ampak pri Jonasu je bila ta zgodba zelo izrazita, ki ste jo prvo pripovedovali. Ja. Tilen je to ublažil, je šel na eno bolj sofisticirano obliko, Ja. kjer je več poudarka na imitacijah, Ja. na zajbanci in tako Absolutno. naprej. In zdaj ste si pravzaprav z najboljšim prijateljem najhujša konkurenta na dveh televizijah. Ja. Kako preživljate to? Mislim, da ste bili celo gost pri njem, ne? Ja, Že, prvi, mislim, da. Ja. Meni se zdi to odlična zadeva. Človek si samo želi, da bi bilo več takšnih zadev, ker več je. Slovenski trg je malo premali Je za še eno. To je res, ampak več jih je, boljš bojo vsi delali. To je res. To je ta matematika. Zdaj bom rekel, enkrat sem se z enim gostilničarjem pogovarjal. Pa je rekel, če imam možnost gostilno postaviti v okolje, kjer niti ene gostilne ni, Ja, ali pa v okolje, kjer jih je 10, ja. pravi, dosti bolj sigurno je, da boš imel promet tam, kjer jih je 10, kot pa tam, kjer ni noben. Ja. Ker tam grejo, tam je promet. Seveda. In tu je približno isto. Je približno isto, s tem, da so razlike. Ne? Recimo, bolj bi rekel, da bi bila konkurenta, če bi imela identični format oddaje, se pravi, mi imamo zelo tega tipično ameriškega pripovedovanja. Talk show. Govoriš, Tako. Medtem ko Tilen je, tam so pa zelo močni v tem sketch elementu, sploh mala terasa. Stilno imamo oba dva močne strani, nismo pa oba dva na istih straneh močna. In to se mi zdi krasno. No, v teh imitacijah, za katere vi pravite, da se jih pravzaprav poslavljate počasi od njih, je Slakonja naredil v muziki zelo zanimive projekte, to s Putinom pa z Bušem. Pa sploh talent, kar se tega tiče. Ja. Kar se tiče pevskih zadev. Če človek pevec, pa tako kot on, ki ima tudi talent za ime. On je tudi začel, mislim, da na Radio Gaga. Ja. In to potem seveda rata zgodba o uspehu. Kaj, verjetno je Toš edini, ki ni tam začel. Tadej Toš. Ja. Ja, po mojem, da ne. Ampak ga zelo Ne slabo od tega, poznam. ker me Ja. Uh, Ga ne poznam najboljš. Dobro pa dela, mislim, zanimivo je v svojem. Kar je meni zanimivo, igralsko akademijo je končal, Ja. ampak nikoli se ne trudi, da bi ravno slovensko govoril. Ja. Ker tam so kriteriji zelo hudi, ne, kar se tega tiče. Zdaj pa še to, kako pridete pravzaprav do angažmaja? Kako ste prišli najprej? Dobro, to, kako ste na nacionalko prišli, smo zelo podrobno razdelali. Kako ste prišli na Planet? Povabljen sem bil k sodelovanju. Najprej k tej Jure Godler. Tako. S tem smo začeli Pred 5 leti. že leta 2015 marca. 6 let je že, ja. Ja,
In smo pri tem vztrajali, ker vmes smo menjali ekipo in to. Ampak zelo hitro smo videli, da je to zelo, kako bi rekel, trpežen format. Da se ga da Absolutno. na dolgi rok delati. Ne? Absolutno. Težko je reči, ta stvar se je pa izpela. Ker pa potem bi lahko tudi rekli, ta poročila vsak dan, to se je že tako izpelo, sej sam zvemo, kaj je bilo čez dan. Če imamo poročila vsak dan, lahko imamo tudi satiro na njihov račun. Ja. Pravzaprav vsak teden, ne, če že ne. Tako da mislim, da izpojejo se lahko specifične zadeve. Ne? Zadeve, kot so, ne vem, kakšni serije, kot je bila Monty Python, recimo. To je težko si predstavljati, da bi trajalo 10 let ali pa 20 let neke abstraktne zadeve. Ne? Jure, zakaj pa odločitev, da živite v Brežicah, ne v Ljubljani? Ker nisem človek mesta. A so Brežice vas? Ne, jaz nisem. Jaz sem tukaj na podeželju. Ker se mi ne zdi, ne vem, rad zajtrkujem, pa gledam gozd, kot pa Dunajsko. Promet na Dunajski. Ne vem, odraščal sem v vasi in raje živim na podeželju, kot pa v mestu. Ampak ne zgledate, ne delujete v javnem nastopu kot nek vaški poba. Ne, se vaški poba nisem nikoli bil. Zelo uglajen gospod, ki bi spadal bolj v Anglijo kot v to državico. Ja, v angleško podeželje. Kaj s traktorjem? Traktore recimo ne znam voziti. Prosim? Ja, ne. No, pa se pa prodajate za nekega vaškega fanta. Ne, pač recimo temu kosilnico, podeželj. Motorno. Mogoče mi ne pobegne. Ja, no, se imaš ene, ki jih moraš rivati, ene so pa samohodne. Aha, no. Se pravi, zdaj tisti, ki bojo gledali ta pogovor, bojo vedeli, na katerem področju vas ne smejo pri kvizu vprašati. Točno tako. Samo kosilnice, ne. Pa traktorje. Kaj pa potem, razen da sedite v svoji sobi pa pišete glasbo pa romane pa tak naprej, zakaj je potem dežela tako fina? Zaradi kave zjutraj pa... Aha, ne, to je pa zaradi sprehodov, ki so meni nujni in zaradi teka. Sprehodi so kje? Po gozdu? Po gozdu, po gozdovih. Gobe že rastejo? Gobar pa nisem. Ne. Ker? Me ne interesira to, ker zelo hitro hodim in nimam časa. A ja, to je. Ja, in tečem, zelo veliko tečem in to me... To je skrb za človeško kondicijo vsakodnevno? Skrb za kondicijo, pa jaz zelo opazujem svoj način delovanja možganov in me zelo fascinirajo določene zadeve, ki sem jih odkril. Odkril sem, da med tekom se res drugačni procesi razmišljanja sprožajo, kot pa če človek sedi doma pa razmišlja, da bi se nekaj spomnil, če pišem nekaj. To, če pišem na pisalni stroj, je popolnoma drugače, kot če pišem na računalnik. Ker je način razmišljanja tvorbe, stavkov, pripovednih v romanu, ki ga pišem, popolnoma drugačen, ker če začnem pisati na računalnik, potem nimam stavka. Zdaj roman pišete na pisalnem stroju? Ja, ali pa na roke. Koliko kopij? Zelo. Eno, potem to prepišem na računalnik s popravki. Konec je spet na računalniku. Ja, pristane na računalniku, ki bi me čudno gledali na založbi, če bi prinesel napisano, po moje, sploh na roko. Ker človek, ki go piše na pisalni stroj, mora imeti stavek končan v glavi. Vedeti, kaj bo povedal, ker ne more zbrisati. Na računalnik pa človek začne, pa se premisli, pa pobriše. Dobro, tudi če pišete na pisalni stroj, pa so tisti X-i, da prečrtaš. Če se zatipka človek. Ampak kar se pa tiče cele strukture stavka, oziroma želje, kar se hoče povedati, je pa drugače. In to je... Se pravi, tek je tisti, ki vam uredi. Ja. In tudi zdaj, ko pišete neko zgodbo, med tekom potem najdete nadaljevanje. Ogromno idej, ki jih ne dobim doma. Sploh pa, če sem pa na računalniku, če zmanjka idej, pa grem pa na YouTube, pa gledam video od mačjih mladičev, pogre pa vse... Ampak Jure, ta del zgodbe je zelo, zelo nedonosen. Pisanje romanov, izdajanje romanov. Slovenski trg zelo malo prenese, brez subvencij pravzaprav nobena založba ne more skoraj ničesar izdati. Ja, zdaj, po mojem, jaz bi rekel, da je odvisno od žanra. Jaz mislim, da je odvisno od tega, kaj se piše, kakšen žanr je. Jaz mislim, da so žanri, ki se še vedno berejo.
Govorim o knjigah, ki so napisane na način, da jih človek dobesedno ne more odložiti. In moj žanr je zelo podoben temu, kar delam na televiziji. Je namenjen zabavi. Zabavno. Jaz nimam, v mojem ni nobenih visokih idej, ni nobene introspekcije, ni smisla življenja, ne odpiram teh tem. Moj namen je zabavati bralca. Oziroma, kdorkoli bo to kupil, da se bo nasmejal, da se bo zabaval, da bo rekel, tole pa ni v stran, čas vržen. Kaj vas nasmeje? Kaj mene nasmeje? Se radi smejete? Jaz se rad smejem, ampak kar pa mene nasmeje, vam pa ne morem povedati, ker je to tako zelo redko, da se skoraj ne zgodi, da bi mene nekaj nasmejalo. Zdaj, ker imamo možnost Radio Gaga gledati, Ja. Vidiš, da ustvarjalci pravzaprav se pogosto ne morejo zadržati. Ja. Ko eden dela gluposti, se ostali kar režijo malo v kot. Je res. Ampak tisti je drugače, tisti je živa oddaja, tam se dogaja, tam ideje padejo, tam ni scenarijev. Mogoče v odgovor na vaše vprašanje bi rekel, kaj me nasmeje, so tu in tam kakšen britanski sitcom iz 60-ih, 70-ih, Monty Python. 80-ih let. Monty Python mi je fascinanten, nikoli me pa ni nasmejal, da bi rekel, tisto sem občudoval stališča tega. Recimo, kaj me nasmeje, je serija Keeping Up Appearances, to je, se pravi, Fina gospa, ali pa Bedaki in konji. To so stvari, ki mene nasmejejo, ker so tako perfektno napisane in izvedene, ker ta način njihov, kako snemajo sitcome, je tako trotl ziher, da ko scenarist napiše, imajo cel teden vaj. Skoraj ne moreš verjeti, da se vsega tega spomnijo. Absolutno. Ampak deluje. No, to so recimo stvari, ki mene nasmejejo. Se pravi, to so že cel čas zlagala skupaj. Vaša pozornost bo zdaj še naprej posvečena predvsem pisanju. Da. To ste ugotovili, da vam dobro gre. Absolutno. In se tudi proda. In voditeljstvo, dokler vas bodo hoteli imeti. Absolutno. Absolutno. Komponiranje je bolj v stranskem tiru za sprostitev zdaj. Včasih, ki je skomponiral, če je bilo kakšno naročilo za kakšen glasbeni festival. Včasih sem komponiral, oziroma vedno iz veselja bolj. Zdaj pa časa za to veselje ni več, zato komponiram najmanj od vsega, kar počnem. Godler, hvala lepa, da ste si vzeli čas za ta pogovor. Upam, da ste uživali, jaz sem. Enako, hvala za vabilo. Na cesti smo vsi člani istega kluba, zato poskrbite za varnost z zavarovanjem motornega kolesa, sebe in sopotnika. Zavarovalnica Triglav. Sobota Info. Za vas raziskujemo, odkrivamo in razkrivamo aktualno dogajanje. Vsak dan nas obišče več kot 60.000 bralcev, vsak mesec zabeležimo več kot 4 milijone klikov. Ob izrednih dogodkih smo najbolj ažuren, hiter in odziven medij, ter tako prva izbira javnosti. Pomurke in pomurci aktivno soustvarjajo vsebine koledarja dogodkov, ponudbo malic in malih oglasov. Sobota Info je med najbolj branimi spletnimi mediji v Sloveniji. Že 20 let prvi v Pomurju. Sobota Info.
Zavedamo se, da nismo v središču vaše pozornosti, a vedite, da ste v našem središču vi. Zato za vas nenehno razvijamo in izboljšujemo priročne rešitve, s katerimi smo vam na voljo vedno in povsod, ko nas potrebujete. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.